Hej, vidite, živijo Mojca s tabo. Danes pa želim s tabo majčken spregovoriti o zdravi samozavesti. Tako da te vabim v mojo družbo, seveda te pozdravljam iz Slavita Stemplja, gibanja in notranjega miru. Ko se sprašuješ, o čem trenutno želim sploh govoriti. Kaj je sploh zdrava samozavest? Zdaj, če vam najprej predstavim tisto samozavest, ki jo recimo vsi kar dobro se mi zdi poznamo, in to je tista ego, trip samozavest, jaz sem najboljši, jaz sem najjači, jaz vse vem, jaz sem ne vem kaj. In to je tista energija, ki v bistvu vzadej nekaj skriva. Tako da to ni pristna samozavest, to je prikrita samozavest oziroma ta samozavest nekaj skriva. Kaj skriva? Dostikrat skriva glih kontra. To pomeni, da tisti, ki je pretirano samozavesten v ego tripu in sploh, je tisti glih najbolj nesamozavesten, tisti glih skriva tisto svojo šibkost, tiste, bom rekla, strahove, ki jih ima vse. Ja, šibkost, predvsem svojo šibkost. Res, taki ljudje v bistvu so vse ko mali otroci nebogljeni, ker oni prikrivajo, oni vejo, da nekaj ne zmorejo, ampak prikrivajo s tem, ko se pretirano v kontrasmeri obnašajo. Res, če dobro opazujete ljudi, lahko marsikaj zaznate, marsikaj vidite in lahko v bistvu spoznate te odtenke samozavesti, ker pač danes o samozavesti govorimo. Tako da tista oseba, ki res se, bom rekla, kar malo izpostavlja, da je fejst samozavestna, tista glih ni najbolj v sebi tle noter, ima polno nekih konfliktov sama s seboj in vse to hoče prekriti, vse hoče prekriti pač s tem pretiranim nekim obnašanjem, jaz sem najjači, jaz, kaj boš ti, jaz, to ful obvladam, Tako da, dajte majčkeno za rezervo te stvari vzeti, predvsem pa tisti občutljivček, dajte gledati majčkeno z drugimi očmi na te stvari, da ne boste pač v tisti, bom rekla, naglici oziroma ko kasirate nekaj od takih ljudi, da se prepričate potem v pač to prizadetost, da ste prizadeti, da ste, ja, to pa res ni lepo, da mi je pač bla, 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 karkoli pač že, dajte začeti gledati na te ljudi malo drugače. In ko boste gledali na te ljudi drugače, da v bistvu so v sebi zelo šibke osebe, ki rabijo polno neke ljubezni, ki pač si jo ne znajo dati, kakorkoli že, ne boste več od teh ljudi prizadeti. Vas ne bojo nobene te karkoli boste že kasirali od njih, besede, ne vem, žaljivke, karkoli, vas ne morejo več prizadeti, če boste z tega vidika gledali na take ljudi, ker taki ljudje se res nimajo radi. Oni se sploh nimajo radi, kaj šele, da bi imeli druge radi, In če začnete s sočutjem gledati na take ljudi, pol vas oni ne morejo več prizadeti. Pol vi njim odzamete moč, da v bistvu vas nadvladujejo, da vas užalijo, oziroma da vi to pol v bistvu na ta način to sprejmete, in s tem
ko vi začnete s sočutjem gledati na take ljudi, tem vas ne morejo več ne prizadeti, ne užaliti, ni več te interakcije, ne? Zato, ker ste spremenili svojo vibracijo in tudi spremenili ste način, ne? Na kakšen način pač ste začeli gledati na situacijo. In to je ful pomembna stvar, ker če se nekdo nima rad, počne marsikaj, večinoma zelo take neumne zadeve, se zelo včasih tudi nespodobno obnaša, in prav želi nekoga prizadeti, zato da se bo on bolj počutil. To je zdaj zelo kontradiktorno, ampak večinoma je to na ta način, zato ker se on tako slabo počuti in želi, da se potem nekdo, ki je zraven njega, še bolj slabo počuti, zato da se bo on boljš počutil, da ne bo več mislil, da se on tak fejst slabo počuti, ker se on pol še bolj slabo počuti. Mislim, to je zdaj taka igra, mečka nesmiselna, ampak na tak način pač delujejo te osebe, ki pač se nimajo rade, in tlele moramo res, sploh senzibilci, morate gledati na te stvari s sočutjem, zdaj, če ste toliko senzibilni, je fajn, da gledate na to s sočutjem in dajte sam okrog obrniti in poglejte tega človeka z čist drugega zornega kota, z nasprotnega zornega kota in boste ugotovili, kak je to nebogljena duša dobesedno, ki se je ujela v svojo iluzijo, bom rekla, nespoštovanja, necenjenja in seveda se nima rada. In če to nekako pogledaš z tega zornega kota in ga pogledaš s sočutjem, ne da se ti smili, sploh ne, ampak s sočutjem, da v bistvu ne zna drugače, ker nosi v sebi določeno bolečino. In ko mi nosimo v sebi določeno bolečino in se ne znamo z njo, bom rekla, rokovati oziroma nekako jo zdraviti začeti, kakorkoli že, ja potem pač delamo neumnosti. Vsi smo kdaj bili v taki situaciji, ko si bil nemočen in pač, ne vem, si nekaj naredil, kar pač ni bilo najlepše. Sej ni to nujno, da je zdaj to, da žališ in ne vem kaj, ampak lahko pa kaj drugega, tako da ne bom jaz zdaj zašla. Danes sem hotela samo vam to povedati oziroma sporočiti, da enostavno probaš samo z drugega zornega kota pogledati na človeka oziroma trpina, ki je tam in želi nekaj prekriti. In tukaj je največji catch, recimo te egotripi, samozavesti. Zdaj pa imamo pa tudi drugi pol, to pomeni tiste res sploh ne samozavestne duše, ki so, oziroma pač osebe. Tiste pa se skrivajo, tiste pa dovolijo, da jih taki pretiranci jih žalijo. In ta dva pola sta zelo enaka, samo da je eden tu gor, drugi pa tu dol. In ta dva pola se morata uravnovesiti. In zato ponavadi imamo tudi situacije v partnerstvih glih take, da je eden zelo nesamozavesten, drugi pa pretirano samozavesten, ampak v bistvu sta pa rdeča nit, sta pa oba dva ful nesamozavestna. Mislim, to je zdaj tako zelo malo kontradiktorno, ampak ta je v tem polu, ki je pretirano in skozi svojo pretirano samozavest nekaj skriva, nekaj prekriva, ta pa pač tega ne zmore prekrivati in je v vlogi žrtve. Sicer se sta oba dva v vlogi žrtve, ampak ta želi nekaj skriti, ta pa pač se skriva na drugačen način. To pomeni, da se vase in da vse sprejme in da je v vlogi žrtve in je bogi in ne vem kaj vse. V končni fazi gre pa za eno in isto stvar. In zdaj, tule imamo preveč, tule pa premalo.
In zdaj moramo mi tole uravnovesiti. In ko mi tole uravnovesimo, torej smo nekje tukaj v sredini, a ne, takrat se pa potem imamo zdravo radi, se spoštujemo in cenimo, takrat lahko nastopimo šele z zdravo samozavestjo. A ne. To pomeni, da enostavno ti točno veš, kje si, ti točno veš, kdo si in s svojo zdravo samozavestjo postaviš svojo mejo, se pohvališ, ampak se zdravo pohvališ. Ne tisti, ne, jaz sem najjači, kaj pa ti misliš, ne? Ne, rečeš, lej, super sem tole naredila, kak mi je uspel. A ni čist druga energy, ko pač ti že tako dol pogledaš nekoga, ne, in ga že s pogledom in energijo ponižaš, zato da sebe zvišaš. Boste sami precenili, ne, pa začutili, kjera energija vam bolj ustreza. A ne, to je stvar vsega posameznika, jaz sem vam sam hotela mečkati raztolmačiti v bistvu te samozavesti, ki so v bistvu ene take, ene ovake, a v končni fazi je isti šmoren. Tako da je fajn, da mečkam pogledamo, kje smo, a smo tu dol, a smo tu gor, in se začnemo imeti zdravo radi in najprej delamo na tem in s tem potem tudi uravnovešamo ostale stvari. Tako da smo in balance potem in da res lahko pol delujemo iz te zdrave samozavesti, ki v bistvu nam omogoča, da se spoštujemo in cenimo in se imamo zdravo radi. Vse je vzajemno potem. Tako da to je bil današnji message moj. Lahko mi napišeš, če te slučajno kaj zanima, če se je porodilo kako vprašanje, na info@levitas.si. Na voljo bo tudi Gong Kopel v spletnem templju, lahko mečkam prečekiraš tudi na to temo, kjer smo v bistvu dali namen, da enostavno zasidramo to energijo zdrave samozavesti. Tako da, če nekako si v disbalansu, lahko si tudi na ta način mečkan energijsko pomagaš. Če pa želiš kaj več kot pogovor in da nekako skozi pogovor prideva do tvojega problema, srčike, kakorkoli, se pa seveda tudi lahko prijaviš na individualno svetovanje z veseljem, da te usmerim v tisto pravo zdravo samozavest. Tako da, evo, jaz ti želim vse dobro, mečka razmišljaš o tem stvarih. Jaz sem ti dala za iztočnico, zdaj pa raziskuješ in če se ti kje zatakne, veš, kje ne najdeš. Vse dobro želim in vida živjo.